Živijo in lepo te pozdravljam na Beško skopu, za katerega jaz tokrat res močno verjamem, da je zate tako zelo pomemben, tako zelo prebojen. Ne vem, če si zasledila, ampak če še nisi, domnevala bom, da še nisi, nekaj pomembnega nas čaka v februarju. In sicer nas čaka na nebu dobesedno, temu rečejo poravnava stoletja, poravnava 7 planetov, kar se zgodi nekajkrat na stoletje, oziroma zelo redko kdaj. Predvsem zaradi tega, ker planeti imajo pot okrog Sonca, ne? In recimo nek Merkur rabi 29 dni, rabi približno, ne vem, en mesec, da pride okrog Sonca, medtem ko recimo Saturn rabi približno 29 let, da pride okrog Sonca. Veš, kaj mislim? Zato se redko kdaj zgodi, da zasijejo dobesedno številni planeti na isti strani. Ampak, ko se to zgodi, da zasijejo in energijsko zasijejo na isti strani, to predstavlja toliko močen energijski, manifestacijski dobesedno presežek. To se pošlje toliko močna planetarna energija na planet Zemlja, da vam ne znam povedati, koliko je to močno in toliko redko se zgodi. Torej, kakšna poravnava planetov, ki so samo 3 pa 4, se zgodi večkrat, a ne, pa še to na kakšno desetletje in tako dalje, ampak večkrat, ampak da se pa poravna 7 planetov, ti si lahko predstavljaš, kakšna energijska moč je to se pa zelo redko zgodi. In tokrat se bodo poravnali 28. februarja, pazi to, Saturn, vsak nosi svojo energijo, ne, Saturn, Merkur, Neptun, Venera, Uran, Jupiter in Mars. Moraš vedeti, da so ti planeti toliko specifični za odnose, za manifestacijo, za kariero, za duhovno rast, sploh, ker smo v letu 9, da jaz ti to ne znam povedati, koliko je pomembno, da mi to vemo in da ti to veš, a ne, koliko je to pomembna stvar. In takrat prihaja taka večja manifestacijska moč, ker definitivno recimo Jupiter kot planet zmage je drugačen kot Venera, ki vpliva na odnose in tako dalje. Ampak, ko oni zasvetijo, temu rečemo v poravnavi, a ne, to pomeni na isti strani neba, to pomeni, da aktivirajo 7 področij in 7 manifestacij naenkrat. Si ti to predstavljaš? In ta področja so tako zelo močna, ampak če ti hočeš tako simultano aktivacijo, če ti si želiš, da bi, a veš, to je, kot da ti rečem, ti imaš eno željo, jaz pa zdaj prihajam in ti jih lahko izpolnim 7. Ampak, to je že v redu, to je tako, veš, to, kada pride konjederica, ti si eno stvar hotela, onih ti pa 7 prinašajo. Ampak, tako energijo, tako močno svetlobno je treba sprejeti. Zdaj pa, če imaš ti na drugi strani kakršnekoli blokade pri sprejemanju tega, če ti nastaviš overo tej konjederici, ki pride, je pa potem to težava. In če hočemo, da boste vi 28. februarja maksimalno pripravljeni na res sprejeto, bi rada za vas tokrat nebeško skop, na čem dela do 28. februarja, torej cel mesec, zato imate na začetku meseca ta nebeško skop, kako se pripravljati na te stvari, kaj je za vas najbolj pomembno, zato da vi lahko od veličastne grand parade od teh planetov dobite največ in naenkrat. Prosim upoštevite, prosim delite to. Tudi mi v duhovnem ateljeju Potovanje duše vas bomo pripravljali, konkretno recimo z meditacijami. Bomo imeli eno meditacijo eterične mantre 4. februarja, takoj na začetku, za pripravo za zdravje, pa za telo, ker ljudje recimo s svojimi telesi ful blokirajo energije. Pa pol bo 12.2. bo polna luna, pa bomo takrat vrnili zaupanje v vesolje, v energije, ker dosti ljudi se jim je malo porušalo zaupanje, da je svet lep, mi zaupanje nujno rabimo, pa bomo to naredili. Pa 28. februarja bom jaz absolutno z vami in bom delala meditacijo. To je meditacija, ki enostavno ne moreš zamuditi, ker naslednjo priložnost z mano ne boš več mi umila, ker najverjetneje takrat, ko najverjetneje bo mrtva ali pa že kaj, veš, kaj mislim, ne? Čez kakšno stoletje, ne? Ampak 28. februarja, kar mi hočemo narediti, je eno tako res ogromno meditacijo za sprejem teh 7 blagoslovov, 7 moči,
Jaz bom takrat, moram povedati, sem pripravila meditacijo, ki vključuje čarodejstvo, vključuje magijo, zaradi tega, ker magija, pozitivna svetlobna magija ima najmočnejši svetlobni domet. Tako da takrat bomo delali preobrazbo vseh težav moram pogledati zdaj, ne, s čarodejem Saturna, zato da te stvari ne bodo več zadržale. Potem bomo s čarodejem Marsa delali moč in pogum z rdečim ščitom. Potem bomo z Merkurjem delali aktivacijo tretjega očesa s kozmičnim kompasom. Pa taki posebna bitja so te čarodeji, ki bi bili nek tak miks med angeli pa čarodeji, ampak so neki taki čarodejski vodniki. Potem bomo delali z Venero aktivacijo ljubečega jaza, da so te imeli dosti radi. Z Neptunom bomo delali aktivacijo globje intuicije, z Jupitrom aktivacijo bogatstva in denarja in z Uranom aktivacijo svobode in aktivacijo stika s svojo dušo. Torej, v bistvu vse, kar v življenju rabiš, bo v tej meditaciji. Ampak ne samo čakati na to meditacijo, pa da ti nekdo nekaj prinese, daj tudi na tej tvoji strani, in jaz ti bom zdaj povedala kako, torej za pred meditacijami 4. februarja, 12. februarja, poglej si, absolutno si pogled, to si hočeš pogledati, evo ti pokažem, na potovanjeduše.si, si pogledajte meditacije, se prijavkaš, vsem bo mesto omejena, 28. drugi, glede na to, kakšna hajka je, to bo definitivno razprodan, a ne? Ampak dej z nebeško skopom pa želiva, glede na to, da so to planeti in tako dalje, hočeva pa ugotoviti, kako konkretno se ti dej še dodatno pripravljati za potem sprejem te izjemne moči. A veš, kaj mislim? Zato, da ti lahko to potem res maksimalno sprejmeš in da to res implementiraš. Pripravila sem si karte. Torej vzela sem čarodejske karte, glede na to, da ta planetarna magija spada pod prerokbe, magičnost in tako dalje, so se mi te karte tokrat zdele najbolj primerne. Okay? Tako da pripravljene imam karte in zdaj najprej bom premešala karte in bomo začeli torej s kozorogi. Torej, kako se boste na to veliko planetarno poravnavo pripravljali kozorogu, kaj se vam najbolj svetuje, kaj je za vas absolutno največjega pomena. Bom sproti tudi kazala karte, torej, dragi kozorogi, pri vas bo karta številka 37, samo da pridem do nje, ker je tamle čist bolj pri koncu. Evo, tole je vaša karta. Torej, dragi kozorogi, tole je vaša karta. Najprej preberem karto, potem jo razložim. Splet je moderna čarovnija, ki čaka, da nanjo naložiš svojo energijo. Preko njega lahko hitro objameš svet. Izpostavi se, imaš možnost masovnega uspeha. Uporabi ta vzvod nove ere. Dragi kozorogi, torej ta planetarna energija bo vam konkretno prinesla, da karkoli hočete svetu sporočiti, urediti, pokazati, kaj imate, kakšne talente imate, kaj vse lahko doprinesete, lahko uporabite energijo in vzvod spleta. Dajte se malo bolj izpostaviti, dajte se malo bolj pokazati, dajte tudi neke poslovne cilje, pa tako, kot ste imeli, dajte jih zdaj na plano, ker preko tega vaša duša si želi neke izkušnje in boste imeli veliko manj bi rabili, veš, kako bi ti rekla, matrat za dosego nekega uspeha, kakor če boste to začeli julija. Zdaj bi bilo dobro, da postavljate te energije, tudi meditirate na to temo, kaj želite povedati, kaj hočete v življenju v resnici delati, a ne kaj hočete delati, kako se hočete predstaviti in to tudi narediti. Absolutno, dragi kozorogi, 100%. Vala? Naslednji pa vodnarji. Kako se bomo pa vodnarji pripravljali na to veliko poravnalo? Tudi jaz sem vodnarka, tako da me tudi zanima. Evo jo, karta. Karta številka 12. Evo, gremo na karto številko 12. Takole, za vodnarje, a ne? Jaz se bolj veselim,
Še na bicikl bom šla, če treba. V tvojo smer, v tvojo smer prihaja nekaj skrivnostnega. To je darilo iz prejšnjih življenj. Lahko je prav poseben dar, lahko je sorodna duša. Ja, vesolje kužka bi imela. Skrbno opazuj, kdo ali kaj se pripelje pred tvoja vrata. Lover. Skratka, dragi vodnari, prihajali nam bo v življenje, nam bojo prihajali neke priložnosti, neke pomoči, sorodne duše, a ne, če bi si kdo želel, ne vem, kužka, kdo drug mogoče, to sem jaz, ne, nekdo drug otroka, kakorkoli že, potem prihaja zdaj neko pravo obdobje, no se včasih je nekaj, veš, kar ti pričakuješ, da se bo zgodil, nekaj je pa kar ima kot vesolje odgovor. Ampak, skratka, prihaja nek blagoslov kot nagrada za dosedanje delo in rast. Zelo dobro opazujte, in kadar vam nekdo nekaj ponuja ali pa spoznate nekoga zanimivega, torej prihaja to kot karmična nagrada, ko se te planeti poravnajo, takrat je zelo dobro, da, a veš, ker imaš svoje filme v glavi, stvari se ti dogajajo, svoje obveznosti, da te stvari ne zamudiš, ker jo ti pa vseeno moraš vzeti pa sprejeti, ne? A veš, kaj mislim? To pomeni, če bi se jaz malo pohecala, da hočem kužka, bi bilo dobro, da pol v takem mestu spremljam pač oglase za kužke. A veš, kaj mislim? Karkoli že je, lahko da bo nekaj skrivnostnega, mogoče ni nekaj, kar pričakujemo, mogoče tudi pri meni ne bo kužil, bo kaj drugega, ampak definitivno nekaj posebnega, neka nagrada, nekaj bo prišlo in ko bo to prišlo, bo tako skrivnostno, na en tak lep znak bo prišlo, nekaj se bo okrog tega dogajalo, zato definitivno naredi to, da to opazuješ, a veš, da to opazuješ, da to spremljaš, a ne, zato da boš potem ti lahko to tudi sprejela. Jaz sem pripravljena, upam, da ste vi tudi, tako da absolutno. Okay. Naslednje boste pa ribice. Kako se boste pa vi pripravljali na to? Sem je kar prijela na roko, veš? Tale si mi je pa kar na roko prijela. Mistera, karta številka 38, jo zdajle pokažem. Karta številka 38. Mistera je, evo jo. Ali veš, da smo maginje izumile vodnjak želja? Tvoj vodnjak bo zate aktiviral finančno bogatstvo, poslovne priložnosti, mednarodne sodelovanja in še marsikaj veličastnega. Biče para, ribice. Drage ribice, jaz bi vam priporočala, da v tem mesecu veliko delate na manifestaciji, priklicu bogatstva, če bi radi s komarkoli kaj sodelovali, razširili kariero, šli v podjetništvo, prosim vas za Boga milega, ne čakati. In predvsem je pomemben to, veš zakaj? Zaradi tega, ker so ljudje zelo tako, a ne, ja, počitnice so, ker so zimske počitnice v februarja, kako ćemo, lako ćemo, polako ćemo, ne tega delati. Ni v času te poravnave ni čas, da smo na easy, ker potem zgubiš moč, a razumeš, te poravnave. In za vas je pa še to bolj pomembno, da ne gledate, da res pripravljate manifestacijsko projekte, spletne strani, karkoli že boste, zato da bi vam te planeti lahko to podprli. Poslušaj, teto Kristi, hoče ona tebi dober, zate bi bilo to res, res dober. Karkoli so bile že tvoje poslovne želje in tako dalje. Prav? Naslednji boste pa ovni. Ovni. Vas je pa karta številka 36, danes se tam nekaj držimo. Tam od 35 naprej. Wow, to je ful noro. 36 smo imeli, 37, imeli smo zdaj z vami 36, ko pa 37, ko pa 38, ko smo že imeli. Se lahko mislite, par kartah, ki jih 44. Tako da, dragi ovni, tole je vaša karta. In vaša karta pravi, imaš sposobnost izumljanja, skanaliziraj svoj izdelek, s katerim obogatiš svet. Vanj vloži kreativnost, rast, vero in magijo. Tvoj izdelek oživi in svet je pripravljen, da ga sprejme. Vi, dragi ovni, imate neke ideje. Ne vem, koliko ste jih razvijali do zdaj.
To je bila lahko ideja za kakšno knjigo napisati, kakšno izobraževanje narediti, ali pa kakšen izdelek fizično prizemljiti, pa ga predstaviti svetu. V februarju bi bilo dobro, tudi če ga ne boste fizično lansirali, bi bilo dobro, da ga ozavestite, bi bilo dobro, da ga prizemljujete, da ga napišete, narišete, da ga spravljate skupaj, zaradi tega, ker bo idejno to podprto s strani poravnave planetov, o kateri sem res že povedala detaljno. Tako da za vas bi bilo to res enega takega, kot ti rekla, ključnega pomena. Okay? Potem pa gremo naprej na bike. Okay? Dragi biki, kaj bo pa z vami? In, tudi ena se je tukaj kar prijela, evo jo. Karta številka 21, karta številka 1 za bike, čakaj, napačno, evo takole biki, 21, biki, tole je vaša karta. Magija zna biti potrpežljiva, dovoli, da nekaj dozori. Naj se ti ne mudi, vztrajno vlagaj svoje delo v to, kar si želiš, naj v tebi se dvom ne rojeva in zagotovo ugledaš vse, kar si želela. Dragi biki, v tem mesecu je ful pomembno, da vlagate delo, brez da bi bili nestrpni. Zakaj pa to še ni, pa to bi že mogli biti, pa zakaj se ne premika to naprej? Ja, verjamem, da je včasih ful težko počakati, ampak konkretno za vas, vam bo resnično dobro, če boste delali, da vam ne pade volja, da meditirate na tematiko svoje manifestacije, absolutno, in po planetarni poravnavi, ko bo prišla pomlad, ker torej ta poravnava je 28. februar, se bojo pa stvari začele odvijati. Ampak ne zaradi tega čakati, da takrat vložiš delo. Zdaj ga je treba pred poravnavo, ga je treba vložiti, vlagi delo v vse tisto, kar hočeš in si želiš, rezultati ti pa zagotovo potem pridejo. Tako da prosim, po domače povedano, ne vrš nad ničemer, je to odnosa, je karkoli že je, ne vrš puške v koruzo. A je prav? Ne vrš puške v koruzo. Okay? Potem pa imamo naslednje. Bomo imeli dvojčke. Kaj boste pa dvojčki pred to vašo planetarno poravnavo? Karta številka 34. Noro. Prej smo imeli, torej, to je pa res posebno. Torej, imeli smo že karto številka zdaj 34, 36, 37, pa 38. Noro. Vaša karta je torej, čak sem jo že kar za dvojčke od navdušenja skoraj pozabila pokazati. Karta številka 34, tole je vaša karta. Kot strela iz jasnega te bo nekaj močno presenetilo. Nikar se ne ustraši trušča, saj iz tega lahko dobiš čudovito spoznanje ali manifestacijsko priložnost. Stvar je dobra resnično. Dragi dvojčki, če se kaj nepričakovano zgodi v tem mesecu, če pride nekaj, kar na prvi pogled se zdi, kva pa je to, zakaj pa je to zdaj, kaj se pa to tukaj dogaja, naj vas ne zmede. Naj vas ne zmede. V redu je, to je vse v redu, to je za vas absolutno, kako bi ti rekla, ena taka zlate palce, nimam drugega izraza. To so kot neke, kako bi ti rekla, neke zlate palce, to so take dobre priložnosti, to je dobro zate. Veš, kaj mislim? Tako, vse, kar se bo zgodilo nepričakovano, pa na hiter, zagrabi to za roge in ugotovi, kaj ti lahko iz tega maksimalno dobrega iz tega dobiš ven. Ker lahko dobiš dobre stvari ven. Absolutno. Absolutno lahko dobiš dobre stvari ven. Ok? Tako da, ekola, tole ste bili dvojčki. In potem bomo po dvojčkih šli naprej na rake. Tudi se je že prijela. Evo. Kaj se danes dogaja? Raki. Raki, vi imate pa karto številka 16. Karta številka 16. V naslednjih dneh se odpira čarovniški portal. Ne spregledaj, saj prinaša energijo, za katero si zaprosila. Meditiraj, naredi obred, da se priključiš na ta portal, zato da iz eterike preneseš k sebi želeno. To je točno to, dragi raki.
To je točno ta poravnava. Planeti, ki se zdaj bojo gibali, na način, kako se bo zdaj tole dogajalo. Za vas, dragi raki, je zelo pomembno, da energijsko podpirate manifestacijo, da meditirate. Vi si sploh, raki, ne morete privoščiti, da ne bi meditirali, da bi to stvar spustili svojih rok. Nemogoče je. Zaradi tega, ker če boste zdaj se pripravili na 28. z veliko meditacije, a ne, pa tudi naši meditacijski dogodki toplo ti priporočam, potem ti pride 28. torej poravnava teh 7 planetov k pika na i. K pika na i. Majke mi, res. Prosim, poslušaj me, prosim, upoštevaj me. Naredite, veš, temelje za to, da pol ta manifestacijska hiša lahko gor stoji. Tako da, wow, močna sporočila. In naslednji ste levi. Evo ga, to je pa moj dragi možek. Kaj boste pa levi delali? Evo jo, karta. A ne? Itak, levi. Karta številka 3, Vivian. Joj. Seveda bo moj dragi mož tega zdaj noro vesel, ker on je tudi tak, ja, levom to nam pripada. Vivian, karta. Pazi karto. Ukrca se na vlak, ki pelje v magično življenje. Le tega si prislužila s predanim delom in spoštljivim odnosom. Opazuj pozitivne spremembe, ki drvijo v tvojo smer. Le nazaj več ne glej. Dragi levi, v tem mesecu dajte želje, ki ste jih imeli, še bolj na plano. Pričakujte še več, še bolj, še večje, še bolj intenzivno. Rečite angelom, da to hočete, rečite čarodejem, da to hočete, povejte ljudem, kaj hočete. Vam se bo vse kar odpiralo. Ful je dober, da pričakujete še, že tako pričakujete levi radi veliko, zdaj bi bilo pa dober, da pričakujete predrzno, pričakujete še večje. Sam zato, ker je planetarna poravnava. Pričakujte ogromno, pričakujte krem de la krem se temu reče po francosko. Pričakujte, dajte si tiske, mogoče ste mislili, a je to fizično sploh mogoče, dajte na plano, dajte v meditacije, dajte v razmišljanje, dajte v pričakovanja, dajte, majke mi, koliko je to pomembno, da date to noter. Ok? In naslednje boste device. Device, evo vaša karta. Karta številka 41 bo pa za vas device. Evo, samo da pridem do tega. Karta številka 41. Danes so se teh visokih številke zadržali. Koliko čarobnega napoja se nalije tebi in koliko ga ti daješ drugim? Čas je za sprejemanje. Naj se več k tebi vrne. Preveč je bilo razdajanja. Čas je, da se tvoja skodelica napolni. Drage device, če hočete maksimalno od te planetarne poravnave, je za vas drastičnega in resno mislim drastičnega pomena, okay, da delate na tem, da v tem mesecu pogledate, kje ste sam neki dajali nekomu drugemu in da si to vrnete. Ker ko pride ta močna energija, te planetarne poravnave, pa če ste vi telesno utrujeni, mentalno utrujeni, izčrpani, boste težko sprejeli tako moč, ko bojo te planeti aktivirali. Vi rabite sebe do 28. dati na prvo mesto. Kaj je tisto, kar si morate vrniti, ali se spočiti, ali ne vem, karkoli že. Ne pravim, da druge ljudi dajte na ignor, pa da jih nekaj vršite. Vse se ne gre za to. Gre se pa za to, da dobesedno ste več dajali, kolikor sprejemali. In ta bilanca ni pri vas konkretno, kako bi rekla, pa lahko bi tako rekla, ni na neki optimalni točki. Absolutno ne. Tako da fajn bi bilo, da se pripravite, da sami veste, kaj si rabite povrniti, zato da boste lahko torej od te poravnave potem najbolj nekako nekaj izčrpali, rečemo temu. Okay? Obljubite mi, da boste to naredili. In po devicah bomo potem šli naprej na tehtnice. Tehtnice imate pa karto številka 8. Evo jo,
Sam, da prijem do nje, karta številka 8. Tehtnice ste tole. Razpošli priprošnje za intervencijo vsem magom, ki te slišijo. Ni ti bilo lahko, mogoče v lanskem letu, a magija ti je na voljo, da z njo ponovno preurediš in nadgradiš čarovnijo svojega življenja. Priprošnje delati. Dragi angeli, dragi čarodeji, s komarkoli že od teh eteričnih biti radi delate, prosim, pomagajte mi pri tem. Prosim, pomagajte mi pri tem. Prosim, pomagajte mi pri tem. Prosim, prineste mi to. Želim si, da se to uredi. Tako naprej. Nikar ne misli tehtnice, da rabite stvari sami urejati. Preveč ste dostikrat se mogoče za določene stvari mučili sami. Razumeš? Ne to delati. Ne tega delati. Prosim te, ne tega delati. Ok? Zelo pomembno zate je, da znaš zaprositi za pomoč. A veš, kako je to, ne? Včasih ljudje ne znajo pomagati, nočejo pomagati, kakorkoli že, pač ne vejo, kako bi ti rekla, niti ne vejo, kaj bi počeli s tabo. Lahko bi tako rekli, ne vemo, kaj bi počeli s tabo. Ampak moraš vedeti, da angeli, magi in tako dalje pa vejo in se lahko odzovejo in te lahko uredijo stvari. Daj mogoče malo več vere v eterično. Tako bi ti jaz rekla. Malo več vere daj v eterično. Aj prav? Tako da, to sta bile tehtnice, a ne? Čakaj, tole zdaj hočem narediti. Evo, super. Zdaj gremo pa naprej po tehtnicah. Gremo pa na škorpijone. Kaj boste pa škorpijoni rabili delati pred to poravnavo? Ti hočeš? Ja. Karta številka 43. Enja. 43, škorpijoni. Karta številka, čist kar na konc moramo iti, karta številka 43. Tale karta je. Poglej še z drugega zornega kota. Obstaja še več načinov, še več možnosti, ni le ena pot prava. Maginje smo dobro v tem, da s čarodejskim vidom vidimo več in to tudi uporabimo. Ful je dober, dragi škorpijoni, da v tem mesecu opazujete stvari. Ne, da si kar naredite mnenje, kaj neki je, pa na to mogoče tudi kakšno sodbo obeste ali pa končni križ, to tako je in to je tako, zato, ker sem jaz tako rekla. Ne si tega delati. Probite mogoče malo razumeti so ljudi, probite na svoje situacije pogledati z drugega kota, mogoče pa ni neki to grozno, pa tako, kakor je vas zmotil. Skratka, probite pogledati na stvari. Preden sprejemate končne odločitve, pogledajte stvari iz drugega zornega kota, zato da ne bi samo vaša resnica bila prava in pa, ko pride poravnava, da ne bi vi s tem filali svoje iluzije, ampak res potencial. In če si pripravljen videti, da obstaja nekaj več, da je nek večji potencial, da absolutno ni vse tako, kot samo ena slika, potem se ti, ko bo prišla ta poravnava lahko odprejo tudi priložnosti in tako dalje. A veš, kaj mislim? Absolutno. Kar jih mogoče pa prej ne bi videla, ampak če se boš cel mesec pripravljala z opazovanjem na tem, pa tudi meditacijo, ker opazuješ stvari, se ti pa lahko pol zagledaš res veliko ljudi, ki te bojo, in stvari, ki te bojo zelo, zelo pozitivno presenetile. Aj prav. In zadnji ste potem še strelci. Okay. Karta za strelce pa je enka, Merlin. Enka, zdaj bomo šli pa iz zadnje karte, bomo šli na prvo karto. Evo, tole bo tale karta. A ne? Tole je zdaj tale karta, dragi strelci. Merlin, uporabi magijo uma, kar v tvojem mentalu zasveti, v resničnosti zažari. Tvoj je kot starodavna lanterna, ki jo prižge tvoja namera. Vse svoje zmage se najprej pričnejo v tvojih čarodejskih mislih. Dragi strelci, vse bo v vaši glavi. V tem mesecu je zelo pomembno, kako trenirate pozitivna pričakovanja, kako to z meditacijami filate. A veš, ka te mbe ne more zmes, ka ti mbe ne more reči, ta svet je ful grozen. Ne, sploh. Izklopite zunanji svet
in delite na tem. Vse bo super, vse bo dobro, to pričakujem. Glava, 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 glava. Vsa orodja, ki jih poznate za pozitivne misli, privlečite vi ven v tem mesecu. Privlečite ven in se začnite pripravljati in potem 28. februarja lahko torej tudi z nami dodajte na to meditacijo in ker bo pripravljen na to in potem poravnava in podpora teh 7 planetov, jaz vam nekaj povem, to je živa čarovnija, majke mi, živa čarovnija. In jaz si to za vas res ful želim. Res, res, zelo, zelo, zelo želim. Okay? Skratka, to je izjemnega pomena. Zdaj pa še en moj zaključni nagovor. Dobili ste torej svoja navodila, prosim upoštevajte jih in 28. prosim boste pripravljeni. Tudi če malo bolj redko meditirate, takrat delite meditacijo. Jaz predlagam, da ste mogoče z nami, zaradi tega, ker bom upoštevala vse, kar je bilo tukaj in bom nekako odvodila naprej to aktivacijo. Take meditacije so vedno razprodane, je res taka abstraktna, posebna, ampak sem jo postavila na najmočnejši manifestacijski točki in najboljše stvari so noter upletle, ki so za tako poravnavo. Tako da 28. februarja pripravljam tudi posebna darila in tako naprej. Bote z nami, ker to je res taka poravnava, del katere si absolutno želiš biti. No? In jaz mislim, da kakor jaz vidim to poravnavo, da bo naredila, ja, verjetno, kar nekake take čudeže. Zdaj, tukaj sem ti dala, vidiš, tudi neko QR kodo, tamle gor. Torej, zdaj sem uspela vnesti kar ta dogodek, tako da se najdeš, na potovanjeduše.si greš, lahko greš seveda na potovanjeduše.si, ti dam tudi, tako pa lahko najdeš to sama. Greš tam pod spletne meditacije, pa najdeš to poravnavo, lahko si pa poskeniraš tole QR kodo, pa te ta QR koda s telefonom, pa te direkt odvodi na ta dogodek, zato da se ti lahko prijaviš. Tako da želim vam uspešno pripravo na planetarno poravnavo. Jaz se ful veselim, komaj čakam, kaj vse bo prinesla. Najte dobro voditi tale nebeškoskop in vse, kar je bilo v njem povedanega in želim ti vse dobro v tem mestu. Torej, dajmo samo paziti to, da, a veš, ker so ljudje v zimske počitnice, bomo na easy, to je ful dober. Glede na to, da so zimske počitnice in boste več šli na neka potovanja in boste malo bolj lahko sproščeni, to ne pomeni, da dajmo takrat samo lenart ali pa samo neke take stvari delati, ampak je zelo pomembno je, da ravno zato, ker imamo čas, pa neka prava okolja, ko so počitnice, da takrat največ naredimo, se najbolj pripravljamo in potem, glih je počitnic konc, nekako glih je počitnic konc, pa pride ta poravnava, zato da res maksimalno izčrpamo energijsko tega, kar iz tega lahko manifestacijsko dobimo. Tako da in verjamem, da boš ta navodila tudi upoštevala. Tako da želim ti vse dobro in se te veselim, če se videla na tej meditaciji. Lepo se mej, do naslednjič in